Na Trgu svobode v Slovenski Bistrici je v sredo potekalo 14. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov, ki ga je v sodelovanju z Medobčinsko turistično zvezo organiziral RIC Slovenska Bistrica. Naša stojnica predstavlja 200-letnico šolanja na Zgornji Polskavi ter delo in življenje našega pisatelja Antona Ingoliča, po katerem se imenuje šola. To je naš prav poseben gost danes. V šoli poteka tudi tekmovanje o lepopisju za Ingoličevo pero, katera si lahko ogledate na naši stojnici, lahko se pa tudi sami preizkusite v pisanju. Na stojnici imamo tudi Marjetico sreče, saj vsakega maja pri kresovanju Društvo kmečkih deklet podari sodelovalcem Marjetico sreče in če jo zavrtite in pristanete na sliki, morate povedati, kaj je, in če ugotovite, dobite Ingoličevo kroglico. Tukaj imamo tudi naš zbornik, na katerem so predstavljena naša šolska dela in pa tudi te naše pač kot neke vrste grb, simbol naše šole, ki krasi naše šolske prostore, lahko prijete in si tudi kakšnega vzamete. In pa tukaj imamo tudi našega prav posebnega gosta Antona Ingoliča. Jaz sem pa Anton Ingolič, jaz pa ne hodim več v šolo, ker tudi nisem živ. Jaz pa, ko sem potoval, dostikrat sem šel iz Pragerskega proti Spodnji Polskavi, torej v svojo rodno vas. Potoval sem skozi travnike, skozi lepa polja in skozi nebo, ki je bilo modro in brez oblaka. Predstavljate nalogo po Bistrem potoku je 3 pike. Torej, zakaj ste izbrali to nalogo in kaj pravzaprav predstavlja? Mi smo to nalogo izbrali zaradi našega čudovitega pohorja, ki je zelo vodovitno in mi imamo veliko mlinov. In sedaj bi mi radi predstavili, kako bi jih lažje obudili ter predstavili širši množici ljudi, da bi pohorje bilo spet bolj obiskano. In na kakšen način bi to storili? Z temi predstavami, kot jih imamo tukaj, vidite, da imamo različne brošure, ter tudi s tem, da ponudimo kaj sladkega ter ideje, kar bi lahko delali, ker vsak reče, kaj bom te na pohorju. Koliko časa ste se pripravljali za to nalogo? Kdo vam je pri tem vse pomagal? Za to nalogo smo se pripravljali dobre 3 tedne, pomagala nam pa je naša učiteljica Vida Samastur, kot je tudi naša mentorca tukaj. Od starejših učencev so nam tudi precej pomagali, predvsem z temi recepti ter peko raznih teh posladkov. Mi imamo domače pohorske kekse z nutelo ter seveda navadne vaniline.